Od tam je prišel v judejsko pokrajino in na drugo stran Jordana. Spet so se zgrnile okrog njega množice in spet jih je učil, kakor ponavadi. Pristopili so farizeji in da bi ga preizkušali, so ga vprašali. Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo? Odgovoril jim je. Kaj vam je naročil Mojzes? Rekli so. Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti. Jezus pa jim je rekel. Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In govoril jim je. Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo. In če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje. Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil. Učenci pa so jih grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel. Pustite otroke naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride van. In objel jih je, položil nanje roke in jih blagoslavljal. Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal. Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Jezus mu je odvrnil. Kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega, Boga. Zapovedi poznaš. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Rekel mu je. Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. Jezus se je ozrl van, ga vzljubil in mu dejal. Eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim. In imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem. Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo. Učenci so se čudili njegovim besedam in Jezus je vnovič spregovoril. Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo. Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj. Kdo se potem more rešiti? Jezus se je ozrl vanje in rekel. Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče. Peter pa mu je začel govoriti. Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Jezus je rekel. Resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo, ali brate, ali sestre, ali mater, ali očeta, ali otroke, ali njive, in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji prejel 100-krat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje. Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi. Bili so na poti v Jeruzalem in Jezus je hodil pred njim.
Čudili so se, tisti pa, ki so ga spremljali, so se bali. Spet je vzel 12 k sebi in jim začel govoriti, kaj se bo zgodilo z njim. Rekel je: Glejte, v Jeruzalem gremo, in sin človekov bo izročen velikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom. In zasmehovali ga bodo, pljuvali vanj, ga bičali in umorili. Toda po 3 dneh bo vstal. Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla: Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila. Rekel jima je: Kaj hočete, da vama storim? Rekla sta mu: Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus jima je dejal: Ne veste, kaj prosite. Ali morate piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen? Rekla sta mu. Moreva. In Jezus jima je dejal: Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena. Dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno. Ko je drugih 10 to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšno množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel: Pokličite ga. Poklicali so slepega in mu rekli: Le pogum, stani, kličete. Odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: Kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je dejal: Rabuni, da bi spregledal. Jezus mu je rekel: Pojdi, tvoja vera te je rešila. Tako je spregledal in šel po poti za njim.